Ne le nove ceste, dve družini sta s prenovo Ižanske v Ljubljani dobili še luknjo v streho, pod katero še zdaj vedrita, pa je tega že dobrih 14 mesecev. Takole se je namreč na stavbo ob sanaciji vozišča prevrnil delovni stroj. Padel je na električni vod, ta pa v mansardo, kjer je bilo takrat 5 oseb. K sreči nihče ni bil poškodovan, a bitka z investitorji, torej Mestno občino Ljubljana in zavarovalnico, se nikakor ne konča. Posledično pa družinama nihče ne popravi hiš. Dokdaj še, se sprašujejo stanovalci, ki so zdaj odločeni za sodni pregon. Da ne bodo dopustili, da se neljubi dogodek izrabi za sanacijo že tako dotrajane hiše, pa medtem žuga lastnik stroja. Staša Lozar. Peljemo se na Ižansko cesto v Ljubljani, kjer je do novembra 23 stala povsem običajna dvostanovanjska hiša, dokler ni tam mestna občina začela obnavljati cestišča in takrat se je prebivalcem hiše življenje sesulo na glavo. To je samo ena bela svetloba udarila v sobo, iskre po meni in kolegici, mi dve so bile v tej sobi, mož je spal v spalnici. Tele pa še vedno, kaj pa je? Ja, to je še vedno, to je drog, ki je držal tisti ta glavni vod, štender od elektrike. Tukaj sem sedela jaz, tukaj je sedela moja kolegica. Zavrtimo čas v november pred dobrim letom, ko je bila prenova Ižanke v polnem razmahu. Takrat je skušal delovni stroj podjetja Slemenšek Zdrava na Koroškem podizvajalec prenove gradbenika iz neznanega razloga premakniti 6 tako imenovanih zagatnic, a se je prevrnil na bližnjo hišo, kjer je bilo takrat 5 ljudi. In pol je bilo kar naenkrat samo dum. In to je bil tak en mrtev top udarec, da se je vse streslo. Tukaj je bila postelja, tukaj je mož spal, ja. K sreči nihče ni bil poškodovan, a 14 mesecev po dogodku, ko še vedno spijo na tleh v dnevni sobi, je hiša še vedno pokrita s cerado, a ne le streha, poškodovani so zidovi, zamaknjena tla, kaže stanovalka spodnje etaže. Če bi jaz nekomu naredila neko tako škodo, kot se jo oni nam naredili, bi verjetno bila na igu, pa verjetno bi bila v vse dohodke, ki mogla škodo plačati. Oni jo pa niso. In to, kar so bili oni pripravljeni narediti, ni bilo nič, oni so se malo posmehovali, bi rekla temu. Ne? Kalvarja sta razočarani sogovornici, da so delavci hoteli takoj dvigniti stroj, da so nasprotovali obveščanju policije, izpričujeta. Ne. Kaj ima policija s tem? Kaj ima policija s tem? Nesreče se dogajajo. Sem rekla, oprostite, jaz bom pa obvestila policijo, a ne? Kriminalisti so jih takoj napotili iz objekta, sčasoma so se vrnili in želeli le, da bi povzročitelj hišo vrnil v prvotno stanje. Sem rekla, dajte vi lepo, prosim, najdete izvajalce, vi to sanirate, vi imate svoje pooblaščene izvajalce, da mi s tem nimamo nič. V podjetju Slemenšek pred kamero nočejo, usmerjajo nas na svojo zavarovalnico. Dogodka sicer ne zanikajo, a trdijo, da se je stroj le naslonil na objekt, da so mansardo želeli sanirati, a da stanovalci v to niso privolili. Pri čemer pa so v pisnem odgovoru sami priložili izvedensko mnenje, v katerem jasno piše, da je treba sanirati tudi stene pritličja, ne le strehe. In jaz ne želim živeti v trajno poškodovani hiši. Zavarovalnica Sava je meni ponudila 6800 evrov za sanacijo. 8 do 9 tisoč pride samo streha. Do danes nobeden ni rekel, niti da je varno, niti da je nevarno. In kako primer komentira župan Mestne občine Zoran Janković? Molči pred naše kamere, noče. Pisno le, da dogodek obžalujejo, ter želijo, da bi čim prej prišlo do ustreznega dogovora. In če pri Slemenšku še, da je hiša na Barjanskem dnu, ki da povzroča razpoke, stanovalci dokazujejo slikami, ki so jih posneli pred dogodkom, da razpok prej ni bilo. Hišo je poslikala agencija, saj so jo hoteli prodati, zdaj je njena vrednost zanemarljiva.